Pozdravljeni! V tem videu bi rad spregovoril nekaj besed o zadevi, katero zelo rad počnem. In to je izvajanje turističnih lokalnih vodenj tukaj po Ptuju. In res moram reči, da mi je zelo pri srcu tole delo, saj imam rad ljudi in rad sem v stiku z ljudmi, rad nastopam pred ljudmi in definitivno zelo rad predstavljam naše mesto turistom. Licenco za lokalnega turističnega vodnika sem pridobil leta 2013, ko sem še kot študent delal na TIC-u, torej na Turistično-informacijskem centru tukaj na Ptuju. In je pač bila takrat možnost in pa tudi potreba po novih vodnikih. In sem imel priložnost to narediti in sem se pač lotil zadeve, ker me tudi zgodovina zanima, tudi zgodovina lokalnega mesta in okolice. In res mi je taka praktična stvar, ki jo je zelo fajn poznati, da spozna svojo okolico in tudi v bistvu pili svoje javno nastopanje, ki ti mogoče kasneje pride prav, ko iščeš redno zaposlitev. In že z delom na TIC-u sem se v bistvu srečeval na dnevni bazi s turisti. Kot študent sem delal tam od 2010 do 2015 in odnesel res same čudovite izkušnje, izpopolnil neke stvari, tudi v bistvu osebno in pa profesionalno zrastel. In tudi vidiš, kako je v bistvu, ko si postavljen neko situacijo in ko moraš ti v bistvu svoje mesto predstaviti ljudem. Ni vedno tako lahka naloga, kajti ljudje smo si različni, ustrezati takim različnim profilom, katere srečuješ na dnevni bazi, je včasih zelo naporno, je pa tudi zelo težko. Ampak vse se da, mislim, treba je samo spraševati, treba biti odprt in kar pogumen, no. V bistvu vsej oni pridejo recimo k tebi na obisk in si ti nekako dolžen, če se smem izraziti, pač predstaviti mesto v najboljši luči in kaj vse mesto ponuja. Zdaj potem, tako kot sem omenil, se pa pač pojavlja še dodatna možnost upravljanja licence za lokalnega vodnika in definitivno sem se z veseljem tudi tega lotil, da sem se še dodatno izpilil v tej vrlini in pa tudi naučil nekaj novih stvari. In moram reči, da to delo upravljam dokaj redno, torej že 6 let nekje in mi je zelo všeč. Bi želel, da bi bilo večkrat, ampak žal to ni možno tudi zaradi moje službene ali pa tudi zaradi časovnih drugih limitacij. Ampak vsakič, ko imam priložnost imeti skupino tukaj v našem mestu, mi je zelo fajn. Pač res je zelo prijetna izkušnja, naučiti se veliko novega, naučiti se, kako komunicirati z različnimi generacijami. In vsaka generacija ljudi in vsaka skupina ljudi je zame posebna. V bistvu pač moraš se biti res pripravljen prilagoditi skupini. Zdaj lahko imaš ti otroke iz, ne vem, prvega razreda ali pa zadnjega razreda osnovne šole. Potem imaš tudi dijake, študente, potem, ne vem, kakšne, ki so bolj specifični, recimo kakšne arhitekte sem tudi že imel, ali pa mogoče tudi kakšne umetnostne zgodovinarje. Potem imaš novinarje, potem imaš tudi starostnike in vsepovsod so neke limitacije. Tudi fajn je, da v bistvu že preko komunikacije, preden v bistvu pridejo ljudje v mesto, se zvejo neke osnovne stvari. Ampak potem v bistvu, ko pridejo sami na lokacijo, ker ti ljudi ne poznaš do trenutka, dokler jih ne srečaš v živo, ne. In takrat pač skozi vodenje se čim več pač moraš pogovarjati, da vidiš tudi mogoče, če so kakšne zdravstvene limitacije ali pa kakorkoli, kakšne podobne stvari, pač če nekdo je na vozičku in je prišel zraven, je potem potrebno sproti prilagajati, kajti vsi imajo v bistvu možnosti ogledati tudi tako ali drugače, tako da v bistvu ni nekih limitacij in samo treba jih je voditi po pravih poteh, da se tudi potem vidijo različne stvari in pomembne znamenitosti in pa definitivno je treba dobro prodati zgodbo, ki jo Ptuj ima. Ampak to je meni izziv in to je tisto, kar me tudi žene. Ne samo spoznavanje in pa komunikacija pa nastopanje, ampak tudi to, kako se znajti v določenih situacijah in kako v bistvu sproti nekako razmišljati, danes pa grem po tej poti, to je mogoče boljše, da izpustimo, pa potem pri tej stvari navezujem na ono stvar, do katere mogoče ne moramo dostopati, ali zaradi časovne limitacije, ali pa zaradi mogoče fizičnih limitacij. Pač treba se sproti res prilagoditi, pa v bistvu imeti nekako vedno en korak pred sabo biti. Zdaj, če gremo tu, bo to, če delajo tu na cesti, vedno je pač treba tudi spremljati lokalne stvari, lokalne dogodke, ki se dogajajo. Potem mogoče tudi, če so kakšni dogodki v tistem času, je to vredno tudi izpostaviti, kajti to pol zanima ljudi. Torej, če naslednjič pridemo mi v mesto, torej, imajo recimo nek sejem, imajo te dogodke, te nastope, recimo, ni samo orientovanje tisto
ne vem, veliko, kako bi rekel, praznovanja, ki se dogaja tukaj v našem mestu, ampak so še mnoga druga, recimo poletje Arsana, vmes se pa dogajajo tudi razni drugi manjši koncerti, nastopi, tudi sejmi so. Pač, če se kaj takega dogaja, je fajn tudi še dodatno izpostaviti, če so ravno v tem času ljudje v mestu in mogoče jih bo to še tudi dodatno kdaj privabilo nazaj. In ravno to je tisti izziv, vse to raziskovanje, prilagajanje, srečevanje z drugačnimi profili ljudi, generacijami ljudi in ne vem, vedno vidiš, kako sproti prilagajaš vodenja. Vse v večini res govoriš iste stvari, ampak vsakič jih predstaviš nekako drugače, vsaj jaz sem tak. In pa vsakič ubereš neko malo drugačno pot. In to je res tak nek lep izziv, vsaj zame. Ker mene izzivi ženejo naprej, tudi ambicioznost in pa cilji, ki jih imam v življenju, in to mi pomaga v bistvu dopolnjevati to mojo željo oziroma ambicijo in me dodatno izpolnjuje. In v bistvu tudi fajn je zelo videti potem na koncu, če so ljudje zadovoljni. In moram potrkati na glavo, za srečo pač moram reči, da sem imel res same prijetne izkušnje. Kljub temu, da včasih pojamra, da se ne sliši v redu, ker je pač promet glasen, ker si na taki točki, tudi pač, ne vem, mogoče da je bilo prenaporno ali pa podobne zadeve, to je treba potem vse nekako, ne vem, zaznavati, spremljati in potem sproti razmišljati, kako pa lahko potem v bistvu izboljšaš. In pol na koncu je fajn, res, ko ljudje dajo potrditev, da si opravil dobro delo, da so uživali na Ptuju in da se še bodo seveda kdaj vrnili. To je tisti drive, ki mene osebno žene naprej in mi je res fajn, ko upravljam to delo turističnega vodnika. Kar sem na koncu želel izpostaviti tudi je to, da v bistvu, če imate željo priti na Ptuj in imeti voden ogled mesta, se tudi jaz toplo priporočam. Imam tudi Facebook stran, Petoviona, vodeni ogledi, in to stran lahko vidite spodaj v opisu videa, kjer lahko tudi v bistvu zablokirate svoj termin, če bi to želeli. Hvala, da ste si ogledali moj video. Če vam je bil video všeč, mi lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal za še več vsebine. Lahko pa me sledite tudi na Instagramu in se tudi mogoče tam naročite za voden ogled mesta. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!